Lep pozdrav vsem prisotnim. Moje ime je Anton Lamovšek in sem vodja Društva za osebnost, rast in zdravo življenje, ki organizira današnje predavanje magistra Vodeba. Predno bi dal besedo našemu gostu današnjemu, bi rad samo izpostavil eno zadevo. Današnje predavanje je nekakšna uvertura oziroma uvod v neko bolj temeljito oziroma bolj poglobljeno delo z magistrom Vodebom v sodelovanju z našim društvom. Tako že v oktobru načrtujemo neko obliko dela, ciklus 8 tedenskih srečanj. Večina vas je že dobila tole vabilo, ostali mogoče bi po koncu predavanja se na zadnji mizi nahajajo ta vabila. Poleg tega pa tudi magister Vodeb vsako sredo od 10. do 18. ure nudi individualno svetovanje v prostorih našega društva na Masarikovi 23 v Ljubljani. Vse ostalo pa mislim, da bo tudi magister Vodeb povedal, pa bi ga kar povabil, da nam odgovori na ta vprašanja, ki jih je zastavil. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kolega Tone Lamovšek me malce predstavil, malce se bom tudi sam, da boste vedeli, da kar na suho ne govorim o tej zagatni temi. Sicer povem, da sem diplomiral na fakulteti za šport, da sem bil nekoč trener v enem ženskem športu, sicer estetskem, ženski gimnastiki, da pa se, bi rekel, zadnjih 20-25 let intenzivno ukvarjam s Freudom, srednje šole naprej, da sem na prvem podiplomskem študiju na fakulteti za šport obdelal latentno strukturo motivacijskih procesov pri dekletih, ženskah in fantih, moških. In tam sem z nekimi znanstvenimi, uradnimi znanstvenimi metodami, s faktorsko analizo analiziral latentni motivacijski prostor in s Freudovo analizo, psihoanalizo skušal interpretirati, zakaj so ženske v športu drugačne, zakaj so moški takšni petelini, kot so, kaj je z Oedipovim kompleksom, kaj je s kastracijsko bojazno, kastracijskim kompleksom. Vse to sem na prvem podiplomskem študiju intenzivno študiral, magistriral iz tega, potem sem šel naprej, magistriral sem tudi na sociologiji kulture, na filozofski fakulteti, študije spolov, tam sem bil soočen s feminističnimi pogledi na razlike med spoloma oziroma spolne razlike, kot pravijo, oziroma medspolne. In bil sem kar malce razočaran, večkrat tudi jezen, ker so interpretirale te feministke Freuda čisto drugače, kot sem si ga jaz interpretiral. In bil sem nemalokrat jezen, ampak sem stiskal zobe, hodil sem na feministična predavanja, nemalokrat sem bil sam v predavalnici, nasproti pa je bila ena predavateljica ali pa 30 žensk, pa jaz sam, tako da morate vedeti, da sem prežvečil ogromno feminističnih teorij, prebral avtorice od Simone de Beauvoir, Juliette Mitchell, se pravi drugi spol, psihoanaliza in feminizem, od radikalnih feministk do nekih liberalnih odtenkov feminizma, Shoshana Feldman, Jacqueline Rose, Judith Butler, Julija Kristeva, to so vse avtorice, ki sem jih predelal. Tako, da tiste, verjamem, večina žensk ste študirale morda te študije spolov, tako kot jaz na sociologiji kulture. In tudi doktorat, se pravi tretji podiplomski študij sem recimo želel dokončati in v bistvu v svoji glavi sem ga dokončal, ampak feministke mi pa niso pustile zagovarjati doktorata, tako da bili so neki lobiji in moj mentor, pa jaz nisem homofobičen, moj mentor je bil homoseksualec. Moje teze pa, recimo, da gol ni gol, da je nadomestek za ženske genitalije, se mu nekako niso usedle. In jaz seveda nisem popustil in danes nisem doktor roman, ampak sem magister na kvadrat. Če vas zanima, kaj sem pisal v doktoratu, Šport skozi psihoanalizo, je pa knjiga, ki, če boste prebrali, pa interpretacija ne sanj, ampak športa, seveda po modelu interpretacije sanj Freudove, sem pa napisal, čutil sem se dolžnega
pa včasih svetujem športnicam ne brati mojih knjig, ker boste lahko ozdravljene svojega simptoma, ne boste več zasvojene s športom, če boste razumeli point tega zgledovanja po moških. Skratka, gospodarice vednosti so mi stopile na prste in jaz sem pač nepopustljiv. Usoda je hotela, da sem danes tukaj, pustil sem se nagovoriti, prej sem pa študiral precej in se razbijal takole optikovnico, z glavo šel skozi zid in postal nekako trden, ampak imam pa neko zamero, tako da morda je tole malce simptomatično, tole predavanje. Ampak vselej sem se jaz trudil biti teoretski, nikoli ideolog. Danes bo pa teorija, ki vam bom predstavil, malce ideološko zabeljena, ker feminizem na eni strani je ena čista ideologija. Ne? Feminizem ni teorija, feminizem je ideologija, ki ima neke teoretske segmente in jaz želim biti teoretski. Ampak vem, da spoznanje ne obstaja. To, kar boste danes slišali, teoretskega, znanstveno-teoretskega, freudovskega, to ni spoznanje. Jaz imam mnenje, tako kot ga imajo gospodarice vednosti na teh inštitucijah, vse držijo v šahu, perejo možgane, vsem rodovom študentk in trdijo, kako je treba Freuda razlagati. Jaz si Freuda popolnoma drugače razlagam. Res pa je, da sem heteroseksualen moški. Zdaj, ne bom šel v nobeno žaljenje. Jaz sem rekel, nisem homofobičen. Imam prijateljice tudi med lezbikami. Pa sem govoril o lezbikah v športu in sem bil obsojan. Ne? Pa sem pogovarjam z lezbičnimi športnicami, imam celo kakšno seanso z njimi, pogovor, razložim, zakaj je mogoče, da se lezbičnost vzpostavi, da genetiki trdijo, da je to genska anomalija, da Freud trdi, da je napačna identifikacija, da so spolne zlorabe v otroštvu največkrat krive, da se in deček pozneje prelevi v vsaj biseksualca ali pa postane homoseksualen, ali pa deklica, ki je bila zlorabljena, jo tudi vleče v isti spol, ker si moški zagnusijo. Skratka, neobremenjeno govorim o teh zadevah. Moje sošolke na ISH so bile lezbike, sem se čisto dobro štekal z njimi, tako da nisem homofobičen, ampak kadar bom uporabil izraz moškinje, morate vedeti, da mislim na ženske, ki se zgledujejo po moških, ker so tako pač razrešili svoj Oedipov kompleks. Da pa obstaja tudi feminilne ženske, ki so v večini, ki jih kultura še ni naredila preveč falične, ker so svoj Oedipov kompleks pač razrešile tako, kot so ga, ujete so v moški pogled, ampak to ne po diktatu moških, pač pa zato, ker so mislile anatomijo spolnih organov pri 3-4 letih. Zdaj, to si jaz nisem zmislil. To je genializem Freuda, 150 let Freuda bilo lansko leto in Freud ni mrtev. Freudova konceptualizacija duševnosti bo vselej aktualna, tudi čez 100, 200, 300 let, ravno zato, ker je spoznanje neulovljivo. Posebej humanistika in družboslovje sta ujeta spoznavni skepticizem. Jaz recimo v teh dveh knjigah, Šport skozi psihoanalizo in interpretacija športa, polovico skoraj knjige namenjam spoznavnemu skepticizmu. Pa ni treba osvojiti zdaj Descarta, neko metodični dvom, po katerem veste, da je dvom edini, v katerega se ne splača dvomiti. Vse ostalo lahko damo pod vprašaj. Še 1+1 je v strogo teoretskem smislu nemogoče dokazati, da je res 2, ker nimamo nobene reference, na katero bi se sklicevali. Vsaka resnica je subjektivna, je rekel že Kant, in s tem postavil kopernikanski obrat v filozofiji. Potem pa pejte Hollywood, gledati Matriko in vi boste videli, da mi ne vemo niti to, ali bivamo, ali nismo v neki virtualni realnosti. Kaj šele, da bi vedeli pa dokazali, da fenomen Oedipovega kompleksa obstaja. Jaz recimo dam roko v ogenj, da Oedipov kompleks vzdrži, da je legitimni koncept. Ampak vem, da to ni spoznanje. Vem, da se Oedipov kompleks razrešuje, razumeja freudovsko, pa tudi lakanovsko. Lakanovska meta, bi rekel, psihoanaliza je drugačna kot freudovska. Je bolj abstraktna in za odtenke drugačna, se pa navezujeta obe.
Lejte, gospodarice vednosti so marsikaj trdile, da ste ženske, večina vas je tukaj zapostavljene v družbi, na nek način imajo prav, da ste diskriminirane, da ste neenake. Ko sem bil jaz neki okrogli mizi med 30 ženskami, pa so se direktorice zbrale in so med sabo diskutirale, jaz sploh nisem prišel do besede. Sem rekel, lejte, mi nismo enaki, mi smo drugačni moški. Sem rekel, a želite, da se slečem? A vi ne veste, kako težko je biti moški. In potem so se hihitale. In ko so jih vprašali, tako čisto mimo grede, katerega šefa kot direktorice bi rade imele, so vse rekli moškega. Tako da to, da ženske obožujete na neki nezavedni ravni moške, oziroma tisto na moškem, kar vam na telesu manjka. In to je tisto freudovsko, kar boli, recimo, kar lahko da doživljate nekatere odpore do tovrstnih misli. To je govoril Freud. Gospodarice vednosti, torej feministke, moškinje včasih rečem, ker so zelo podobne moškim, tudi če so heteroseksualne, ali skratka, ne govorimo o lezbikah, ker med lezbikami je veliko feministk, ampak mimo tega, ne se obremenjati s temi termini. Ženska je mučenica, ki jo bo skrb za telo ugonobila in da smo moški, pa moško-središčna, potrošniška kultura tista, ki je žensko pahnila ujetost v moški pogled. Freud je bil drugačen. Freud je drugače razlagal to. In ta interpretacija Freuda ne domuje ne na ISH-ju, ne na filozofski fakulteti, ne na FDV-ju. Poznam vsa ta predavanja in študije. Ženske ste ženske, John Gray je rekel, da ste ženske z Venere, moški pa z Marsa. In na laični ravni to bi rekel, ker ta prispodoba drži. Ženska je popolnoma drugačna kot moški. Njena psihična realnost, njeni simbolni procesi so popolnoma drugačni. Feministke bi rade, da bi zdaj iz Venere se emigriralo na Mars in bi bili vsi enaki. In potem so se, ustoličili na tem nekih lunah in bombardirajo te uboge moške, nas ubogo moške. In moški smo zbegani in ne vemo niti, kaj je zdaj to pravi moški. Koncept pravega moškega so si pa izmislile feminilne ženske, ki so kronično nezadovoljne z modernimi milicijami, metroseksualci, z jajčkoti, softiči, ne vem, kako jih naj imenujem. To so izrazi, ki so mi jih ženske povedale. Softič, se pravi, pomehkuženi so, feminilni, ne znajo reči bobo bob, znajo potočiti solzo, znajo se, ne vem, ličiti, znajo jih boleti glava, ko je treba seksati doma. Ne vsi. So tudi tisti, ki izgubljajo identiteto in potem čutijo, da niso dovolj možati in hoče 3-krat dnevno seksati. No, zakaj? Pravi moški ne rad 3-krat dnevno seksati. Tisti, ki so identitetno ogroženi, se morajo dokazovati in jim psihično paše, da tam suva v žensko. Ženska pa, ne vem, se že meša od tega seksa. Sam ne samo zaradi tega, bom tudi povedal, zaradi drugih stvari, zaradi določenih nezavednih procesov. Rekel sem, da se ne da vedeti, pa vendarle, gledajte, tele ženske prej potem, to sem nekje na internetu vzel, zato, da je ženska ujeta v moški pogled. Nismo v resnici krivi moški, ni kriva kultura, ampak je kriva razrešitev Edipovega kompleksa. Če je Freud bil genij, potem ne moremo imati samo nekaj konceptov, genialnih konceptov od Freuda. Dajmo Freuda paketno sprejeti. In Freud je bil ekspliciten, ko je govoril, kako ženska razrešuje Oedipov kompleks. Jaz se oproščam zaradi teh fotk, ki imajo neko simbolno strukturo in jaz upam, da ni tukaj otrok, ker sicer ne bi tega kazal. Želim vam povedati, da je anatomija spolnih organov usoda. Deklica pri 3-4 letih, zdaj, če imate hčerke, ker same se ne boste spolne, ali pa oči, če imate hčerke, hčerka naslavlja vprašanje, zakaj njej na telesu nekaj manjka. Vsaka deklica ne more ubežati. Lahko vam berem citate, to Freud govori. Jaz sem to proučeval pri športnicah. Meni so se oči zaupali, zakaj par mesecev nazaj en oči pride zbegan k meni, ti Freud, daj mi ti povej.
moja 2 let stara deklica je rekla, jaz bi tako rada imela tvojega lulčka, ti bi ga kar odgrizla, zakaj jaz tega nimam? Ali pa ena druga, pri 6 letih šele, kako oči lahko stoje lulak, so šli po gobe in potem steče, mami, oči ima en kabel za lulat. Vejte, to so psihične realnosti deklic. Vsaka deklica ima to v svoji psihični realnosti in svojo debilno otroško logiko, razrešuje ta svoj hendikep, da njej na telesu nekaj manjka, da ni enaka dečku, bratu, ki je na videz popolnoma enak. Ampak on ima organ več, jaz imam pa tam nič, kastracijski rez, imam eno pikico, a bo to še zrastlo. To so fantazme, ki niti ne pridejo v zavest. Tudi v zavest pridejo. Deklica misli anatomijo spolnih organov, misli to, debilno misli, se sprašuje in kultura ne vpliva na njo. Nihče ne tumba, ti si deklica. Res, da se tudi to dogaja, ampak ni to esencialni moment, da se deklice prelevijo v ženstvene, feminilne ženske in da se možati moški spremenijo v možate moške, ali pa deklice v možate moškinje, fantinje. Zavidanje penisa je tisti koncept, ki razlaga, zakaj deklica razrešuje svojo zagato, svoj hendikep, svoj primanjkljaj enega organa na 3 načine. Se pravi, deklica razrešuje svojo odipsko zagato na 3 načine. Prvi, naravni, množičen, je rekel Freud, ampak zdaj več ni tako množičen. Se zateče v karakterni narcizem, kar pomeni, če tudi nimam tega organa, ampak je pa moje preostalo telo toliko lepše. Oče, ali me imaš rad tudi, če nimam tega organa? To je fantazma deklice. In potem si zracionalizira, res je, ok, nimam tega organa, ne bom izrastel. Tudi nikoli ga nisem imela, ampak sem pa toliko lepša. In postane karakterno narcistična. Pa ne zato, ker je to tumba kultura, ker to zahteva od nje moški. Seveda se da moškemu na pogled, na uporabo. Daj mi tisto, kar meni na telesu manjka. Jaz ti dam v zahvalo in zameno preostalo lepo telo. Poglej me, kako sem lepa. Ta fantazma se je naselila v dekličino duševnost v odipski situaciji pri 3 letih. In potem je karakterno narcistična, to je najbolj množičen tip razreševanja odipovega kompleksa. Potem obstaja pa tudi drugi tip, iz katerih potem izhajajo, prej sem omenil, Pika Nogavičke, se pravi moškinje, tiste ženske dekleta, ki se ne sprijaznijo s tem dejstvom, da njej na telesu nekaj manjka, ampak pravi, sej jaz sem ista kot fant, lahko se bojujem, lahko se pretepam, lahko tekmujem, lahko streljam, lahko igram nogomet, popolnoma sem enaka moškim, če tudi nimam tega organa. In takšna postane, se pravi, prevzame moške vedenske vzorce v objemu zavidanja penisa. To je tisto, kar recimo feminizem boli, kar ne predavajo, kar pravijo, da je Freudova konzervativna zablojena misel. Vete, ni tako enostavno. Freud je spisal spis Ženskost, v reviji Delta je šel, Delta je pa feministična revija, in razložil tam, če mislite, da jaz lahko citiram Freuda, no, da ne razmišljaj, da si jaz te ozmišljujem. Moški fetišizira celo žensko telo. Moški se ne osredotoča na ženske genitale, ker so na neki nezavedni ravni grozljive za moškega. Niso lepe, ker tudi moški deček je soočen z anatomijo spolnih organov in ugotovi, da deklica tam med nogami, ima on lulčka, nima nič, ima kastracijski rez. In on se prepozna kot kastratibilnega. In oče je tisti, na katerega vali krivda, oziroma ve, da če mu kdo lahko tisto med nogami odreže, da je to oče. In da če oče nekaj počne s to mamico po noči, da sigurno igra lulček neko pomembno vlogo. In lulček pri očetu je neprimerno večji kot pri meni. Od to tudi izhaja ta moška obremenjenost z večno premajhnim organom. Fetišist danes je redko kdo. Zdaj, kako fetišist nastane, nimam časa razpravljati, ampak žensko telo je tisto, ki se fetišizira. Ženska ritka se fetišizira. Največkrat je bil zadnji organ, ki ga je deček videl, se pravi, zadnji del telesa, prednji ozrl, ne celo stanje.
ker bi bilo groza, to utuji in potem pogled fiksira na njeni ritki. Če bi pa pogled fiksiral na podvezicah, bi bil pa fetišist in bi skočil na podvezice, ko bi se ženska slekla in bi bilo užitek fetišistu oboževati podvezice ali pa čevelj ali pa kos perila, ne pa žensko telo. To so fetišisti, ki jih danes ni tako veliko, ker soočenje z anatomijo spolnih organov nasprotnega spola je danes drugačno kot pred 100 leti, ko se je Freud s tem ukvarjal, ko so bili fetišisti narejeni pri 6 letih, šele takrat odkril, da je ženska drugačna v svojih genitalijah. Zdaj, tukaj imam ogromno nekih tekstov, zdaj, če želite, lahko preberete. Jaz niti ne berem, jaz improviziram, ker ponovadi, kadar idem poslušati neka teoretsko-psihoanalitična predavanja, nazadnje vem, da je Mladen Dolar uro pa pol bral. Jaz ne bom bral, marsikaj bom izpustil, lahko kaj preberete, ampak pojem bo pa povedal. Point je ta pač, da libidinalni adut, s katerim ženska napada moškega, napada ga pa nezavedno, je celo telo, celo lepo telo in ne more si pomagati, da napada moški pogled s celim lepim telesom. Moški libidinalni adut je pa samo eden, tista ena mišica, ki je vsele premajhna, vsele premajlo trda, penis je tisti organ, ki je moški libidinalni džoker in je epicenter ženske nezavedne želje. Ali pa zavisti, če govorimo o možatih ženskah, faličnih ženskah, ženskah, ki se zgledujejo po moških. In te propagira feminizem, feministična ideologija in trdi, da so ženske kulturno zapostavljene, da je kultura tista, ki dela žensko manj vredno zapostavljeno in potem si izmišljajo kvote. Sadovi feminizma seveda so pozitivni. Sufražetke v Angliji so izborile volilno pravico ženskam v Franciji, kar je z etičnega vidika popolnoma pravilno. Če bi citiral Otta Weiningerja, zelo glasnega antifeminista, bi povzel takole, vsaki ženski je omogočeno, da se prelevi v moškega, lahko dela plastične operacije, lahko se obnaša po moško, nihče ne sme tega ženski prepovedati. To je Otto Weininger, ki naredil samomor, trdil pred 100 leti. Ampak ga imajo feministke za najbolj šovinističnega antifeminista. Še, bi rekel, Rugel mu ne seže do kolen, Otto Weiningerju. Pa vendar je Weininger rekel, v demokraciji je ženskam omogočeno vse. Vete, lahko tudi bildajo, so pravi moški te ženske, ne? Ampak veste, zaplete se jim pri objektu želje. V špicni formi si te moškinje, ki so sicer heteroseksualne, zaželijo žensko. Ker mišice, meni so enkrat po televiziji vprašali, zakaj si ženske tako želijo mišičastih moških. Pa sem malo pomislil, sem rekel, če bi bil penis kost, bi si ženske želele koščenih moških. Mi moški bi skrbeli za čim bolj robustne kosti, ker je pa penis mišica, pa naš moške in vas ženske načeloma fascinirajo telesne mišice in mi smo obremenjeni z mišicami. Chippendalesi so mišičasti fantje, ki imajo včasih tudi s tem, ko se kažejo, prevzemajo neke vedenske vzorce kazanja, narcističnega kazanja žensk. In če je kdo homoseksualec, me ne preseneča, ampak rekel sem, nisem homofobičen in ne želim diskutirati o tem. V objemu zavidanja penisa se ženske zgledujejo po moških. Če ne bi bilo nas moških, ne bi vedele ženske, kako se naj obnaša, ne bi mogle biti papige, ker nas ne bi poznale. Mi se pa celo življenje petelinimo, premagujemo, se borimo, večno smo v ringu, 10 let prej umiramo zaradi tega, ker smo vse skozi na udaru, potem nas pa še ta organ ne uboga, potem nam pa nikaj zaživeti, najbolj da umremo. Tudi ta fotografija je malce montirana, tako da moški ne biti zakompleksani. Se pravi, galama okrog lepega telesa, ki jo feministke izpostavljajo, radikalni feminizem, ki se je rodil konec 60-ih let, se je stavkal proti izboru Miss sveta, proti izboru Miss Topless, proti seksualnosti, proti promiskuitetnosti. Temi Vajneti zapela pesem Stand by your man. Zažgale so jo na Grmadi,
radikalne feministke, ki danes ni več. Ker jaz ne tlačim vse feminizme v isto skledo. Ampak ni slučaj, da je radikalni feminizem nastal v času seksualne revolucije. Takrat, ki je bil seks na piedestalu zaželjenosti. Takrat, ko je bil erektiran penis objekt zavestne ženske želje. In zaradi zavidanja penisa je feministkam to šlo na živce in so se borile proti seksualnosti, proti promiskuitetnosti. Ampak sadovi feminizma so tudi pozitivni. Prej sem omenjal volilno pravico, skrb za ženske, ki jih moški tepejo, materinski domovi, so proti nadlegovanju na delovnem mestu, so pozitivni sadovi feminizma, vendar ta emancipacija žensk proizvaja jajčkote. Se pravi, copataste moške in moški ni ujet v ženski pogled na ravni telesne lepote, ker ima Joker, ki je epicenter ženske želje. Ima ta organ, ki je vselej premajhen. Ženska ima pa telo. Zato so te razlike, zato nam ni pomembno, ali smo lepi. Zaradi kastracijske bojazni, kastracijskega kompleksa, ojdipalnih dogodkov, mi to razrešujemo tako, da pač nas skrbi, ali smo boljši kot drugi. John Berger, osovraženi moški, 72. leta v času seksualnih revolucij, je rekel, da se ženska kaže, moški pa deluje in je laično povzel Freuda. Kar pomeni, da si moški s svojimi faličnimi dejanji, s pompoznostjo, s petelinjanjem, da ne rečem kaj hujšega, bom uporabil še hujši izraz, si izbori privilegij v ženski želji. Ženske fascinirajo boljši moški. Zmagovalci, prvaki, junaki, ni več Malicia Men pravi moški. King Kong je pravi moški. Iberseksualec, ki bi ubijal za to žensko. 2005. leta je bil King Kong posnet. Še prej Gladiator. Ste gledali Gladiator. Ko boste iskali pravega moškega, vam svetujem, da izumite časovne stroje in si ga greste iskati v prazgodovino. Tam so bili pravi moški. Ker koncept naravnega seveda je ideološki. Ampak izstop iz ideologije je nemogoč. Nemogoč je. Zato jaz z nasprotno ideologijo napadam feminizem. Zdaj trenutno pa sem načeloma neideološki. Želim vedeti, to je znanstveno-teoretska pozicija. Ampak danes pa sem ideološki, ko trdim, da obstaja nekaj naravnega. Izumimo časovni stroj, pa pojmo pogledati prav skupnost, pa bomo videli, kaj je bilo to naravno. Da delitev dela ni proizvod moške središčne kulture. Ja, moški smo 10-krat močnejši kot ženske. Je normalno, da bomo tistega leva mi ubili, ker še užitek doživljamo, ker na nezavedno simbolni ravni premagujemo očeta, ki ga nismo mogli premagati, kot nam je kradel mater. Deklica nima teh fantazm. Deklica ima fantazmo zrcalce na steni, povej, katera je lepša v tej deželi. Zato, ker je razreševala situacijo, zagatno situacijo, ko je opazila, da njej na telesu nekaj manjka. In takrat je uveljavila svoje telo. Ne, ni bila kultura, ali pa moški tisti, ki smo želeli, moški vstajajo tisto pikico v i. In to je to. Ja, se oproščam. Če želimo razumeti to družbo, moramo razumeti seksualnost. Moramo razumeti Freudovsko. In jaz, ki se imam za ortodoksnega Freuda, sem tudi obsojen, ker obstaja struje razlage Freuda, Lakanovska struja je močnejša, imamo Žižka, ki je svetovno uveljavljen, ampak tudi Žižek pove, da Freud je večen. Vedno se referira na Freuda. Zmagovalci, sem povedal, imajo privilegij v ženski želji. Ampak to niso moškinje. To so feminilne ženske, ki jih fascinirajo moške zmage. Ne samo v športu, politiki. Razumeti politiko je razumeti moško duševnost, ki je vselej seksualna. V gospodarstvu. Denar ima falično simbolno strukturo, kar pomeni, moški ne daje samo tistega organa v žensko. Moški daje vse živo ženski. In ta emancipirana ženska noče sprejemati. Komu naj zdaj moški še kaj daje? Potem se s 3-krat dnevnim seksom tolaži, da je še vedno moški. Na koncu meseca bo vrže srno, ne, veverico na mizo. Emancipirana ženska, direktorica pa pride, pa mu vrže srno. Ja, kastriran, simbolno kastriran je ta moški. Potem ne ve, kaj bi. Sej v zavest
v zavesti tako in tako nič ne ve ta moški, tudi ženska ne. Moški in ženske smo seksualni, ne da bi vedeli, vselej, in to enako, nismo moški bolj seksualni. Ampak ta zapadanje v seksualnost je malce bolj markantno pri moških. Ženska mora neznanca sprejeti v sebe, to pa ni tako enostavno. Psiha tukaj premza, ne. Čeprav ti meseni užitki so užitki tudi za žensko, ampak tisti nadjaz, tista moralna inštanca pri ženskah ne prebavlja, kar sprejeti neznanca v sebe, ne. Sprav, ne pristane na genitalni koitus, ker tako kot načeloma moški. Čeprav imamo tudi moški svoje probleme. Moški počnemo vse vratolomije v tem življenju, se postavljamo na glavo, se petelinimo zagovorniškim odrom, delamo trojne salte, to sem delal v čas, ko sem bil še telovadec. Ne vem, tudi direktor sem bil. Se pravi, se postavlja na pedestal, so boljši politiki, boljši gospodarstveniki, boljši umetniki in kot boljši imajo privilegij ženskih želji. Alberto Tomba, ko sem bil na kongresu v nekem športnem, 10 let po končani karieri, je Alberto Tomba imel 3 kroge lepotic okrog sebe. Bila je tudi Zolda Kostner, nič ni bilo. Sej, če bi bila Janica Kostelič na banketu, okrog Tine Maze se pa kar zbirajo, ker je lepa. Pa to ni proizvod kulture. To ni proizvod kulture, tako kot trdijo feministke. Res pa je, da kultura seksualnost postavila na pedestal. Ta deček vselej premaguje svojega očeta, odipsko doživetega očeta. Vselej ima fantazmo. Mali Hans je bil tisti, na katerim je Freud proučeval njegovo psiho. Mali Hans je vedel, da moški oče njegov nekaj počne z mamico. Vedel je. Sumil je na obstoj koitusa. Vedel je, da nekaj, kar ima on, se pravi, tisti lulček igra neko pomembno vlogo. Ni pa točno vedel, kaj zdaj z mamico. Vedel je pa, da mami tega organa nima. Ampak retroaktivno, se pravi, nazajsko je interpretiral deček to koitusno situacijo med mamico in očetom. In psihoanalitična ena od tez je, jaz ne dam za to tezo roko v ogenj, ker se mi zdi, da ne drži. Ampak vem pa, tokom študija sem slišal to teorijo, da moški suva v žensko zato, ker bi rad uničil penis, ki ga je pustil oče v materi. Odrasla ženska je pa naslednica matere. To je neka trhla, šizmatična, trhla teza, na katero jaz ne pristajam. Ta mali Odip je vselej upornik. Vselej premaguje neke avtoritete, ker mu je oče kradel mater. Ženska pa nima tekmovalnosti koncipirane na tak način kot deček. Ženska je tekmovalna zato, ker kopira moške vedenjske vzorce, ker želi biti podobna moškim, zato je tekmovalna, zato je direktorica, zato je agresivna, zato je dominantna, ne zato, ker bi želela, ne vem, premagovati mater. Mater pa premaguje na področju narcističnih atributov lepšosti. Vse živo moški počnemo, smo, ne vem, v iluzijo pa imamo, da celo vemo, zakaj se ukvarjamo športom. Potem tam v športu delajo neke motivacije in ugotavljajo, zakaj se moški ukvarjajo športom. Zavest ne ve, kaj nezavedno resnično misli. Mi pa imamo iluzijo, da vemo o sebi nekaj, nič ne vemo o sebi. Mi smo dvojni sužnji. Najprej smo sužnji, ker ne vemo, kaj zavest resnično misli. Zavest misli, tako kot mi zavestno mislimo, nezavedno misli tudi mimo naše zavesti. Se pravi, jezikovno misli. Ujetniki smo pa sužnji svojega nezavednega tudi zato, ker mislimo simbolno, ker se naše življenje da prebrati tako, kot se preberejo sanje. Se pravi, če mi želimo razumeti sanje, se ne smemo ukvarjati z manifestno podobo sanj, s tistim filmom, ki ga sanjamo, ampak moramo dešifrirati, prevesti manifestno v latentno. Šele takrat mi vemo, kaj je vzrok teh zavestnih sanj. Latentna vsebina sanj je bistvena. In tudi realno življenje ima iste algoritme, ne? Tistih 22 nogometašev ali pa tistih 10 košarkašev, ker smo pač v času evropskega prvenstva, ki daje gole in koše,
Na simbolno nezavedni ravni so to nadomestki za ženske genitalije. Paradigma gola je obstala v vseh kulturah, v vseh zgodovinskih obdobjih. Inki so imeli gol. Kitajci, veste kaj so imeli? Takšno platno iz svile, potem so pa na sredi naredili luknjo. In potem so tisto v luknjo metali neko žogo, ki ima falično simbolno strukturo. Morate misliti svila. Svila je pa oblačilo. Ne? Se pravi, užitki, ki jih moški doživljamo, ko dajemo gole, zabijamo koše, se napajajo iz tiste večno nedostopne ženske, ki bi radi uprizorili koitus, radi ga bi dali noter. In zato je nastala paradigma gola. Povsod, Egipt, Grčija, stara Grčija, stari Rim. Ni se paradigma gola prenašala, pa so, Kitajci potovali okrog sveta, pa to igra raznašala. Nogometna paradigma gola je bila izželjena. Jason Naismith, avtor košarke, je izželel košarko. Ni jo izmislil. Iz nezavedne želje po koitusu žensko je postavil na težko dostopno mesto, tako kot je ženska težko dostopna, košaro za obiranje breskov. Potem so pa neki procesi, zgoščevanje, premeščanja, sekundarna elaboracija, zelo pomemben proces, iz analize sanj, tisti, ki malo sledite, to je nek fenomen pri kreaciji sanj, zaradi katerega sanje postanejo inteligibilne. Igra pa postane igrabilna zaradi drugotne obdelave, se pravi sekundarne elaboracije. Šport je eno samo kurčenje, ampak na simbolni ravni, se pravi petelinjenje, bahanje. Mi moramo zmagati in Formula 1, tisti avto, tisti motor, te mišice, vse je latentno, simbolno, organizirano, strukturirano, vse je falično. Ta fatalni organ, ki ga moški lahko izgubimo, ženske ga imajo pa v epicentru svoje nezavedne ali pa tudi zavestne želje. Možate ženske pa to moškim zavidajo. Ta vsele premajhni organ botruje moške tekmovalnosti, temu kurčenju v športu in ne samo v športu, tudi v politiki, v gospodarstvu, povsod, v umetnosti. Tako da mene je matična stroka zažgala na grmadi, no ne samo feministke, ko sem to govoril. Moški počnemo razne vragolije. Ženska se samo pokaže, pa smo fascinirani. Ne? To ni vragolija ženskega telesa, to je lepota ženskega telesa. Ne? Ta bi dal še 4 cigle, ne vem, kaj bi ta starec red. Ki nimali libidinalnih privilegijev, ampak on je boljši od drugih. On ima fantazme, s katerimi mora opozoriti mater, da jo je vreden. Ne? Ker oče dela vsa ta dejanja in tudi deček jih bi. In ker vse to potlači, se potlačitev vrača v obliki simptomov. Glavni simptom moške je tekmovalnost, petelinjenje. Ja, in potem dejansko ti zmagovalci imajo privilegij v ženski želji. In ženske vedo, da fascinirajo moška, ni treba, da zmaga na svetovnem prvenstvu v smuku. Ne? Ni treba. Samo pokaži se in če je dovolj lepa, smo moški začarani. Ampak ujetost ženske v moški pogled je proizvod mislenja anatomije spolnih organov v oidipalni fazi, takrat, ko se je deklica spraševala, zakaj sem pomanjkljivo opremljena, zakaj ta organ meni na telesu manjka. Striptis je športna panoga, ki je ženskam pisana na kožo. In če si boste priznali, takrat, ko ste imeli konkurenčno telo, ko ste vedeli, da ste lepe, ste imeli fantazijo odplesati striptis pred ljubljenim moškim. Tako so mi ženske zagotovile, da fantazirajo in mnogo ženstvenih žensk odpleše striptis pred svojim izbrancem. Tako da karikirano govorim, ne? Ampak današnja kultura je pa žensko prelevila v moškinjo. Džentlmeni smo bili stoletja, pa zadnje stoletje, da se je ženstvena ženska lahko prelevila v moškinjo. In zdaj je vsa zbegana, ni pravih moških, sama saba je nezadovoljna, je aseksualna, ne paše ji koitus, psihično je ne paše. Obstaja še ena športna panoga, kjer so ženske boljše kot moški. Pa to ni ples. Ples je zadnja trdnjava, s katero se ukvarja feminizem.
V jahanju so ženske boljše, v dresurnem jahanju. V Barceloni olimpijske igre 92. Med prvim 8 je bilo 5 žensk, zmagovalka 3., 5., 8, nekako tako. Ker bolje čutijo konja na nezavedni ravni. Je moja interpretacija, seveda to ni spoznanje, to je moje mnenje. Freudovsko gledam, lahko me obsojate, boste dobili besedo, polemizirali z mano. Ples je pa zadnja trnjava in morate vedeti, da obstaja tudi geji in lezbike imajo svoje tekmovanja v plesu. Dva moška geja plešeta. Zadnja trnjava je pa ples zato, družabni ples, ples v paru, ker kvaliteta plesa zavisi od dobrosti tega plesalca. Če je plesalec dober, zna voditi, je ženska prepuščena in moški bi z njo vse upravil. Sprav, ko sem jaz razumel to logiko, sem se še bolj poglobil v ples, tudi usmerjal sem ples, tudi včasih pri kolegici Meti Zagorc predavam in ples je simulacija družine. Tako dober kot je moški v plesu, tako dober je par. Vendar ne sme nasproti njemu biti rokovnjačka, ne sme biti Pika Nogavička, ki bo sama vrtela moškega. In jaz sem plesal z mnogimi ženskami in vem, da mnoge želijo dominirati. Če bi si jaz zbiral ženo, bi si jaz zbral eno testo, bi bil, kako dobro plese, kako se prepušča meni, ki sem dober plesalec. Sem pa tudi dober družinski oče. Mož, saj mislim, da sem, in tam tudi ni dobro, da se ženska rokovnjači z moškim in stopa z njim v ring in se ne pusti, da bi moški dajal, ne sprejema. Potem niso užitki kompatibilni. Seksati ne paše, ker moški nekaj sadističnega počne z njo in na psihični ravni to ne paše. Če bi dojenčki spregovorili, bi feminizem umrl včeraj že, če bi predvčeraj že spregovorili. Ker dojenčki pa ne odpuščajo kariero mamici, ki ima, ne vem, 14 dni porodniškega, potem gre pa oče v porodniško. Ja, oče ne more podojiti, oče ne more negovati dojenčka na tak način, kot to počne mamica. In dojenčki niso prizanesljivi. Kronična odsotnost matere se vselej odraža v naslednjih življenjskih obdobjih vsakega otroka in deklice in dečka. Dečki so še posebej občutljivi. Če zataji mamica pri dečku, lahko deček postane serijski morilec. In vse mamice, ki so imele težke anomalije pri vzgoji svojih sinov, so krive za to, da moški v odraslosti postanejo serijski morilci. Silvo Plut, Trobec, George Manson, to so vsi morilci nastali zaradi patoloških mater. Vsi so ubijali ženske iz užitka, doživljajo seksualno naslado. Poznam primer, Carmen Šterk je napisala dobro knjigo na to temo, ko je moški ubijal 10 žensk, ko pa je ubil mamo, 11, je bil ozdravljen ubijanja. Čez 5 let se ugotovili, da je bila zadnja njegova žrtev mama, potem je bil ozdravljen, ni rabil več ubijati. Kadar moški ubija žensko, da vselej ubija na nezavedni ravni. Svoja mater namreč. In te matere se vselej vračate. Vejte, tale seks, to je en metroseksualec, ki se je prenažrl svojega objekta želje. Se pravi, želja je izmuzljiva. Želja ima status, to ni tisto. Se pravi, ko se izpolni želja, si neha želeti. Objekt želje je izmuzljiv. Nažalost smo tako narejene. Koncept varanja je vselej aktualen. Deček ljubi svojo mater, vendar mu je všeč tudi sosedova deklica. In se nauči paradigme varanja, pod narekovaji, v otroštvu, ko vara mater s tisto sosedovo deklico, ki ukrade ljubčka drugače kot materi. In tam so zametki varanja. Deklica isto, da ne boste si delali iluzij. Sosedov deček ni oči, jaz imam rada oči, ampak sosedov falot je pa tako luška, ne, in ima rada tudi sosedovega fanta. In tudi ženske fantazirajo o drugem objektu želje, ker ta moški tega se je že prenažrla, pa vse skozi tečnari in z njimi je v ringu, jo neurotizira in jasno je, da tudi ženski si želite drugih objektov. Prej sem omenil, da seksualnost je posebno področje v odnosih med spoloma. Glavoboli imajo tudi moški. Ampak
obstaja pa možate ženske, ki jim pa ne paše seks, sploh. Zdaj mene so v enem intervjuju za ono vprašali, zdaj upam, da boste tudi tole prenesle. Zakaj obstaja 1/3 žensk, kako naj rečem, ki rade fafajo? 1/3 to ne počne nikoli. 1/3 je bila pa deležna zelo vsiljivih, ker sem bil narobe razumljen takrat, vsiljivih moških, ki pač želi ta organ dati tudi ženski v usta. In jo navadi in ženska ne ve, kaj je to. In 1/3 žensk uživa pri tem pravilu. 1/3 žensk se jim to gabi. Zdaj paradigma ni čist črno-bela, ne. Tiste ženske, ki si oralni seks gabi, imajo zametke zavidanja penisa, ki so ga doživljali, ko so bile soočene z anatomijo spolnih organov, ko so razreševali to zagato, zakaj njej na telesu nekaj manjka. In so rekli, saj sem popolnoma enaka moški, prevzema moške vedenjske vzorce, potem je pa soočena s tistim organom, se pa to gnusi. Moja teza je, da so odnosi med spoloma na najnižji točki, kar jih je bilo v zgodovini. In samo še predženitvena pogodba bi morala biti, v kateri bo zdaj ta jajčko rekel, ok, si ga pa dam odrezati, si ga už pa ti prišila, ne. Karikirano rečeno, no. Ampak dajte razumeti, da malce provociram, malce sem drugačen od drugih predavanj, ampak zato ste verjetno prišli sem, ker se tudi v intervjujih se nisem šparal. Ja, dajte, pravi moški. Lahko, da ta moški ima 1 milijon evrov. Ne? In ima dober karakter in je boljši od drugih, ampak pogledajte, kak je. Ampak ima pa libidinalni džoker, ne? Tisti, ki je epicenter ženske želje. Vse ta vamp, ne, ok. Na Japonskem obstajajo tiste sumaborci, imajo gejše najlepše na svetu. Najlepše gejše imajo te sumaborce, ki so 10-krat bolj ogabni. Vse verjetno ni ogabni za ženske, ali pa je, no. Si ne bom dopustil, da bom kdaj takle. Ampak morate, gledajte, jaz danes nisem žalil žensk, čeprav učinki so verjetno takšni. Želel sem predstaviti, da feminizem drugače razlaga zaton feminizma, oziroma prehod v postfeminizem. Oni trdijo, da je to politični projekt Bushove administracije 90-ih let očeta Busha. To ni bil politični projekt, ampak ste si, bom rekel, ženske izborile pravico do vašega koncepta uživanja, kjer pa rabite vi prave moške, ne pa malice mene, ki glava boli, če ne dišijo, če niso lepi kot ženske. Se pravi, ženstvena ženska, ki nikoli se ni izpostavila, da bi nekje bila predavateljica tam v nekih feminističnih študijah, ki je morda neka tam urednica v nekih obrobnih revijah, ampak tam se pa tematizirajo pa ženstvene teme, tam se pa jasno govori, da ženska hočeš seksati in se povejo ženske, da so kronično nezadovoljene, da se moški ne znajo obnašati, da ni pravih moških. Vsej verjetno tudi tale moški ni pravi moški, ampak želim povedati, da mogoče pa ta daje na simbolni ravni mnogo užitka ženskim, mogoče daje vsak dan na mizo 3 bivole, ne pa veverico. In da ženski ni treba delati, lahko samo sprejema. Vete, ne vem, kdaj se bo ustavilo to zgledovanje žensk po moških, ker kultura je omogočila vam ženskam vse. In vse imate pravico. Ampak odnosi med spoloma so šli v maloro. Ne vem, jaz imam rad mehke dele ženskega telesa. Meni ne paše trda roka, jaz sem ponosen na svoje trde mišice, vse premajhne. Žensko bi pa rad imel feminilno, ker je moja mati bila feminilna. Ne? Če bi imel dominantno mater, bi morda razmišljal drugače. Vsele me je zanimalo, kaj je Pika Nogavička, ki je zrasla. Sem napisal en esej, verjetno je dvigovalka v težine, ki je, ali pa ki je dvignila tistega konja. Kako seksualno uživa? Zdaj, formalno bi rekel, da je lezbika, lahko pa, da je tudi gospodarica, kar pomeni, da rabi tam za seksualne užitke sužnja, ki ga maltretira, ki ga muči in na psihični ravni začne uživati. Glejte, res je, danes sem govoril stvari, o katerih bom govoril na pobudo društva, ki me je angažiralo tudi ob sredah, oktobra naprej,
8 sred, sem rekel, bom poskusil, če se bo dalo. Govoril sem tiste stvari, ki jih ne boste slišali na vseh teh eminentnih študijah v Sloveniji. Načeloma sem teoretski, danes sem pa svojo teorijo prešel v ideologijo, v kontraideologijo. Vete, feminizem je ena težka ideologija, ki misli užitek. Se pravi, ideologija skuša nivo užitka, ki ga ljudje doživljamo, dvigniti na čim višjo raven. Feministke imajo podobo, da bi družba bolj uživala, če bi bile ženske popolnoma enake moškim, enakopravne. Zdaj so domnevno zapostavljene. Ne vejo pa feministke, da se okrog vas svet vrti. Vse, kar delamo, počnemo moški, počnemo zaradi ženske, ker imamo iluzijo, da si izborimo privilegijo ženskih želji, če smo boljši od drugih, če premagujemo. In res je, ženske padate na te boljše moške. Če ne na zavestni, pa na nezavedni ravni. Vete, hvala, ker ste bili strpni, ste me strpno poslušali, zdaj me pa lahko tudi kaj nestrpnega vprašate. Glejte, še enkrat, če boste želeli, predstavnik društva mi je dal neke liste, tale imate neke kontakte, ta društvo deluje v Ljubljani, če bi rade, ne vem, prebrali kakšen moj provokativni tekst, mislim, da se ga tudi na moje spletni strani da prebrati, ker meni se ne objavljajo teksti, jaz sem tekst, zakaj je propadel feminizem, objavil v časopisu za kritiko znanosti, ne v Delti, ker uredniška politika ne želi tega. Tudi tekst o ženski ritki se moral objaviti v časopisu za kritiko znanosti, ker gospodarice vednosti ne pustijo vsakršnih teorij, da bi se naselili v razmišljanje žensk predvsem, tudi moških. Vsaka teorija pa za seboj vleče določeno ideologijo. Ja, in jaz danes se oproščam, sem bil ideološki, pa nimam te navade, tako da bi vam predlagal, da me kaj vprašate, morda polemizirate z mano. Vem, da se ne strinjate z menoj, ampak jaz ne bi bil jaz, če bi imel neko olepševalno predavanje. To sem jaz tako mislim. Zdaj, če boste prebirali te moje knjige, če niste športnice, jih lahko, če ste pa športnice, pa rajne, razen če plešete, če ste ujete v neko aerobiko, vse se verjetno da jih dobiti v knjižnici. Hvala, ker ste mi poslušali. Imamo tudi mikrofone, če bi kdo rad polemiziral, mi oporekal, zdaj, da bi me kdo pohvalil, ni treba, no. Čeprav bi bil sicer rad, vsak teoretik, znanstvenik, filozof, ima v sebi tisti znameniti grški timos, kar pomeni, da smo vsi srečni, če nas nekdo posluša in če še odobrava, kar smo povedali in se strinja z nami. To so stari Grki že vedeli. Tole se snema in bi bilo dobro, če bi se vaše vprašanje slišalo. Ja, mene zanima v bistvu rdeče podaljšče v družini z obema staršema, ne? No, potem se izpovedi z očetom in za tega se boji, da bi mu ta odrezal falus, ne? Penis, falus je simbol lulčka, ja? In deček potem v bistvu želi to mamino pozornost in mamino ljubezen. Ja? Sem prav razumela. Ja, klasično edipska situacija. To. Kaj pa se zgodi, če rdeče podaljšče v družini, ki je eden izmed staršev ni prisoten? Problemi so, imamo srečo, torej ljudje imamo srečo, da ne zaznavamo tega življenja tako, kot se nam kaže, ampak imamo svojo psihično realnost. Se pravi, deček, otrok, deklica, lahko ta razdor med staršema v svoji psihični realnosti doživi tudi manj traumatično. Čeprav jaz v to dvomim. Jaz vselej trdim, da so razpadle družine, ki jih feministke propagirajo potihem. Se pravi, enostarševske družine, emancipacija žensk. Razpadle družine imajo problem, ker se otroštvo teh otrok vrača v odraslost. In ko so proučevali v Angliji razpadle družine, oziroma družine, ki so dečka dali živeti stran od matere v neke internate, tam je to modno, so ugotovili čez 25 let,
Pa čez 20, ko so se ti otroci poročili, so 5 let živeli z ženo, potem so pa izstopili iz družine, ker so model svoje družine, se pravi odsotnost matere, prenašali v svojo družino. In statistične raziskave kažejo, da tisti otroci, ki so živeli v razpadlih družinah, z lahkoto zapustijo, razdrejo svojo družino, v kateri živijo. Ne? Se pravi, in deklice in dečki. Vse, kar deček ali pa deklica doživlja na ravni družine, se reflektira v odraslost. Ampak psihična realnost je pa tista, ki zapelje anomalijo. Nimamo vsi enake vedenjske vzorce v identičnih situacijah. Tako da generalno bi rekel, razdrte družine se reflektirajo v odraslost, načeloma na neki neljubi ravni, da se razdrtost družin deduje. Ne? Ampak ni pa nujno, ker obstajajo pa otroci, ki sami sebi prisežejo, da to pa svojim otrokom ne bojo nikoli naredili, kar je njihov oči naredil, da se je izselil iz družine in šel z drugo žensko živeti. To pa nekateri otroci se zaprisežejo in so potem pripravljeni marsikaj potrpeti, ravno ker se njihovo psihično doživljanje obrača v nasprotje. Tu je tudi en obrambnih mehanizmov, ki se lahko zgodi, ampak načeloma se vse, kar se nam v otroštvu dogaja spornega in razdor družine je sporen, se odraža v odraslosti. Največ, kar starši lahko naredimo za svoje otroke, da se imamo radi, oziroma da otroci občutijo vsaj, da se imamo radi. Toliko bi, ker vidim, da še dvigujejo roke. Bo v redu? Se pojavi. Na psihični realnosti se pojavlja, ker lik očeta živi v psihični realnosti, je oče prisoten in pri deklice in pri fantu. Sem vprašanje, na kakšen način. Deček kuje očeta, ki je lahko mrtev, ali pa ki živi v drugi družini. Lahko pa odipsko rešuje svojo zagato tudi s sosedovim stricem, ki prihaja k materi na obiske in po noči z njo spi. Ima neke identifikacijske modele in razrešuje svoj odipov kompleks. Ampak, gledajte, jaz sem imel prijatelja, ki je igral nogomet in on negoval otroka. V bistvu je vse skozi bil otrok pri njem, on je upravljal ta dela z dečkom in psihiater je rekel, sosed, dej, ti bom jaz svetoval, naj to mamica dela. Psihiater, jaz sem teoretski psihoanalitik, jaz se ne ukvarjam s psihiatrijo, niti ne s terapijo. Ampak na teoretski ravni se odipska situacija rešuje na nivoju psihične realnosti, tudi če je oče mrtev, recimo. Vendar je pa problematično istospolni starši. Tukaj je recimo ta radikalni, liberalni model nam malo zagodil. Dva geja izredno težko v otroku zbudita tisto odipov kompleks, da ga bo on rešil tako, da ne bo v odraslosti izbegan, da bo imel probleme s spolno usmerjenostjo, ker ne bo vedel, kako naj to rešuje. Dva očeta ima, kje ima mater, ali pa dve matere, dve lezbiki, če vzgajata otroka, kdo je ta markantni. Sej ga najdejo v starih starših. Ne? Ni nujno, da zadeva skrene v to smer, da bi se razvil otrok v neko, bi rekel, nemoteno osebnost. Specifična osebnost in refleks na tisto, kar se mu je dogajalo v otroštvu, obstaja, ampak ni nujno, da bo pristal v neki psihopatologiji. Vselej se mu bo pa paradigma iz otroštva vračala in ni prav fino, da se družine razdirajo. Ampak ta teza je zopet na neki ravni ideološka. Tako da je možno, da deček, deklica razrešita odipske zagate, tudi če nista v harmonični družini. Ker ima psihična realnost svoje scenarije. Tako da ni vse tisto, kar se kaže. Mogoče še kdo? Tamle je bil prej. Kaj, če se pojavi pri deklici? Če je ta mati, dominantna mati, se pravi, da če je vdova, recimo, mora igrati tudi moškega, mora včasih zaupiti, mora, udariti deklico,
kar recimo je absurdno, ampak mamica tudi to počne. Če to počne oče, je dosegel samo to, da bo ta deklica v odraslosti od svojega moža izsiljevala udarec. Tako mu bo pila kri, da je bo usekal. Karikirano rečeno. Vete, situacija ni črno-bela. Lahko, da se ta dominantna sicer mati, lahko, da je feminilna, da ima neke prijatelje. In deklica ima psihično realnost. In znotraj te psihične realnosti si deklica misli popolnoma drugačne stvari, kot si mi predstavljamo, da si jih misli. Lahko, da če je mater dominantna, če je oči enakosti, če je zgled, ker identifikacije so pa nezavedne. Identifikacija hčerke z materjo je nezavedna. Mati lahko uči žensko, vse živo, ampak če je identifikacijski lik, ona sama, takšna, kakršna je, če je dominantna, če je odločna, če je agresivna, če vpije kot žerjav, kar počnejo sicer moški, se ta vedenjski vzorec pojavi tudi pri tej deklici. Ampak vprašanje je, kaj se dogaja v psihični realnosti deklice pri 3-4 letih, ko odrašča z mamico. Kateri moški je zdaj tisti, na katerega naslavlja apel, ali sem pa je zdaj dovolj lepa zate, stari oče. Mora biti nek model očeta, ker deklice brez očeta so zelo zbegane v odraslosti in to projecirajo na svojo družino. Tako da ene generalne paradigme v psihoanalizi ni. Psihoanaliza mora biti vselej individualna, kar je poudarjal Freud, ampak načeloma vam pa dam tako odgovor, da če je mati dominantna, moškinja, bo tudi hčerka taka. Če je pa mati feminilna, kljub temu, da živi enostarševsko, ampak je neka nežna, ima nekih prijateljev polno, so neki moški, bo to nežnost, to feminilnost prevzela tudi deklica. Ampak lahko je pa tudi obrat, lahko da je, smučarka Vreni Schneider je imela invalidnega očeta, kastriranega očeta na vozičku in je reševala tega očeta s svojimi faličnimi zmagami. Ona je postala oče, ker je bil oče na simbolni ravni, v njeni psihični realnosti premalo možat, ker je bil tam na vozičku. In potem se je prelevila v moškinjo Vreni Schneider in bila odlična smučarka. Ne vem, kakšno življenje ima danes. Če je zelo dominantna, če ima moškega, mu tako postavlja recimo svojo paradigmo uživanja in je dominantna tudi v družini. Ne bo sprejemana od moškega z eno lepo, ampak bo sama imela vse. Moški bo pa nesrečen, ker ne bo mogel dajati, ker ne bo nič sprejemala. Mislim, zdaj sem si Vreni Schneider sposodil tako, da malce razložim, da zadeve niso takšne, da vam zdaj jaz podam en generalni odgovor, vi boste pa, svoj primer dali v mojo interpretacijo. Ni stvar tako enostavna. Še tukaj le. Kako mati hčeri? Mati hči? Tekmovalno. Kako vlogo ima mati sin, če sta sama v družini? Sin postane nadomestni mož in skupaj spita do 15. leta in potem mene kličejo, mislim, ni vedno tako, Imel sem primer, me je poklical moški, bil sem v eni oddaji, o osebnosti, kaj je, Ljerka Bizil, in sem govoril o teoriji impotentnosti. In potem me pokliče en moški prav, sem impotenten. Sem rekel, poskusite z Viagro, mi ne prime. Sem rekel, dokdaj ste pa vi z mamico spali? Je rekel, vse to je problem. Do 15. leta. Mamica, kje si imela moža? Kje ste imela pa očeta? Smo se razdrli. In ponavadi se dogaja, da ves ta libido, strast, ljubezen, te enostarševske družine, te emancipirane ženske prekanalizirajo na svojega sina. In ga imajo, ampak ne dobesedno zdaj misli, za nadomestnega moža. In se ga ljubkujejo, so ves čas z njim, nič seksualnega, da ne bi bilo teh utvar. Ampak tako pokvari to moško psiho temu svojemu otroku. Jaz sem prej rekel, da so matere krive za serijske morilce. Ne posploševati, ampak
mora biti očetovski lik. Ne. Ta kronična odsotnost očeta se odraža v tej družbi. Moški ne vejo, kaj naj bi zdaj bili tem možatim ženskam, sodobnim ženskam, moškinjam, kot jim jaz imenujem. Enostarševska družina je zadnji izhod v sili, ker zdaj, lejte, jaz morda malce obsojam falične ženske, ampak obstajajo moški, ki niso kos svojo nalogo, ki pretepajo svoje žene, ki so pijanci, ki so neki priskledniki, se pravi, mati živi, on pa se celo družino vrže na koncu meseca Srnogor, ta pa še niti veverice ne. In potem je kronično nezadovoljen, agresiven, ne, da ne boste mislili, da so ženske za vse krive. Ampak v teh enostarševskih družinah je pa zelo fino, da ta sin ne postane epicenter vseh libidinalnih investicij, kot se reče v psihoanalizi, te svoje matere. Mati mora biti potešena z moškim. Če mora pokuriti libido za neke stvari, ne samo za materinstvo. Ker želja po penisu, po Freudu, je tako odločilna, da se tudi materinstvo napaja iz te želje. Ne? In fenomen nerodnosti, ki je zelo markanten v naši družbi, je ta, da ženska pri 35 letih ne more zanositi, ker si simbolna struktura v nezavednem telo ji zavrača zanositev, ker ta falos ona že ima, ker ima kariero, ker ima dovolj denarja, je falična in telo, zavestna želja hoče zanositi, telo pa ne zanosi, ker že ima tisti falos, ne rabi še otroka, ker otrok se napaja iz vrnjene želje po tem organu, kar njene telesu manjka. Zdaj, če sem odgovoril približno. Še eno vprašanje. Glede na to, jaz ogromno žensk poznam, ki so močnejše kot moški. Debelejša je fizično močnejša. Debelost fizično močnejše. V primerjavi ali rast, ali tako... So možate. Pretepajo svoje moške. So agresivne. Pa niso feministke, pa niso možate. Ja. Imajo glavno vlogo. Pa so dominantne, imajo nek atribut, ker fizični izgled ni pomemben, kaj je v psihi ženske. Ženska je lahko zelo feminilna, pa zgleda, ne vem, kot tiskaj tam ležal na tleh. Ne, ne, tista ženska, ki trenira bodybuilding, ima moške vedenjske vzorce, ampak tista ženska, ki je bila pa debela, ki na tistem črncu sedela, tista ima pa lahko ženstveno psiho, ne, se pravi, je bila vsa obilna, ampak razmišlja pa ženstveno, se pravi, želi sprejemati od moškega in tisto, kar njene telesu manjka, in simbolno želi sprejeti moškega, njegova falična dejanja, jo očarajo falični moški. Ja, v takem smislu, ja, dosti takih primerov poznam. Samo zanima me, kakva je reakcija tega moškega, naprimer, napram tej ženski. Sej, če si jo je izbral, si jo moški izbira po podobi svoje matere, lahko da sta kompatibilna, lahko da je imela mati, dečkova mati, neke zelo podobne osebnostne lastnosti kot ta ženska in ga privlači, ker se je otrok naučil želeti tisto, kar je mama. In če mama ima tiste atributa, ki jih ima ta ženska, ki tako in tako zgleda, ki je dominantna, se celo ujameta. Ne? Obstajajo copatasti moški, ki so imeli dominantne matere in je bil tam ves ključen, bal se mamice, oče je bil, ne vem, tam nekje tretje kolo, občasno prisoten, nemarkanten, obrobno službo, ni bil tisti mogočni lik in potem si ta deček v odraslosti zbira žensko, ki mu je nenavadno všeč. Vse na njej mu je všeč, celo debelost ga ne moti, ker na nezavedno simbolni ravni je to vrnjena mati. In dečki se, tako kot deklice, zbirajo svoje življenjske partnerje po podobi svojih staršev. Kdaj? Do 6. leta se hard disk sformatira tako, kot funkcionira v odraslosti. Do 6. leta se v bistvu zapeče hard disk in duševnost se sformatira do 6. leta. Tisto, kar se pozneje dogaja, se že vrača otroštvo. Če je otroštvo bilo dokaj, bi rekel, diht, se pravi, harmonična družina do 6. leta, bo ta otrok sicer imel probleme, ko se ta starša ločevala, ampak ne bo pa to
odločilno za nek nevrotizem, ki ga bo zgajal v odraslosti. Ker je imel oedipsko situacijo rešeno, ker je imel markantni lik očeta, ki je še vedno markantni, tudi po ločitvi, ampak pač živita drugače. Tako da ta psihična realnost je individualno prilagojena. Ne funkcionira vse po istih paradigmah, čeprav nekaj generalnih paradigm sem povedal, da si moški zbirajo ženo, partnerico po podobi svoje matere, ki ne gre za fizično podobo, gre za nek asociativno povezavo na simbolno nezavedni ravni. Ni zdaj, da bo zdaj čista kopija mame, če je bila mama blond, si želi tudi blond ženske, ne? Če je bila mama debela, bi si želel debelo žensko, ni čisto tako. Obstajajo neki atributi in seveda deklice imajo tudi tiste moške zelo pri srcu, ki na neki ravni asocirajo na njihovega očeta. In če je oče bil do nje agresiven, si bodo nezavedno želeli agresivnih moških. Če je oče tepel to deklico, bo ta deklica izsiljevala udarce od tega moža. Zdaj, če pa mož bil tepen strani svoje matere, bo z lahkoto udaril svojo ženo. Mene, recimo, mati ni nikoli tepla, ni udarila, meni na misel ne pride, da bi čas, ki mi žena kri pije, ne, da bi udaril nazaj. Nikoli. Tako da, če boste analizirali svoja otroštva, kako? Se lahko tudi zmotim, to je freudovsko. Ne, če mi pije živce, če mi kri pije, jaz ne bom udaril, pa sem fizično močnejši, ne, pa, zato, ker me mati ni tepla. Če bi pa mene mati udarila, se mi zdi, da bi pa lahko nazaj udaril. Ampak nimam tega modela. Moj ideal matere je nežna ženska, ne ženska, ki tepe. In tudi nimam ambicija, si ne predstavljam nobenega scenarija, da bi z žensko udaril. Nobeno, ne tisto doma nikogar, nobeno drugo. Lahko, da sem se kdaj zmotil, ker tako hitro govorim, pa nezavedno mi misli po svoje, misli mi bežijo. Enkrat me je mati udarila, lahko, da sem se zmotil. Enkrat me je udarila, pa se je tako jokala, pa sem jaz rekel, da me nikoli ni udarila. Lahko, da sem se zmotil, ker sem se v bistvu zlagal, enkrat me je udarila. Če je bila to zmota, ker nezavedno mi mislilo po svoje. Še mogoče kakšno vprašanje. Svolite, tam je bil prej. Ja. Ne privlači to. Ja, glih kontra je. Mislim, ja, da se moški zjoče, pomeni, da je kastriran, ne? Jok je simbolna kastracija in ženskam ne paše. Na zavestni ravni mogoče ženska misli, da rab čustvenega moškega, ki bi potočil solzo. Zavestno misli, da je to tako. In potem se pa to dogodi, je pa konec, ne? Ker ta moški potem kastriran, pravi moški nikoli ne jokamo. Mislim, da bi se to, da bi se to ustoličilo v duševni strukturi moškega. Ni to ne vem kako dobro, čeprav, ne? Obstajajo pa ženske, ki so imele jokave očete, ne? In potem se vsa razneži, če njen mož tudi zajoče, ne? Ta lik očeta, če je bil tak, kakršen je bil, da je bil oče jokal, da je velikokrat jokal, ta deklica je to zapopadla, ponotranjila, potlačila, da ne rečem, dala, skladišila nek nezavedni spomin in ko bo njen mož jokal, jo to ne bo motilo. Ne? Ker je to posnela na svoj hard disk. Tako da v to smer razmišlja psihoanaliza, ampak rekel sem, treba je individualno pristopiti, ne smemo posploševati, čeprav sem jaz danes marsikaj posplošil. Ni tako črno-belo tole vse skupaj. Še tam je bil gospod prej. Nisem v boju, sem pa neke krivice naredila in iz principa sem danes tukaj. Ja, tudi sem jezen, ja. Lejte, bil sem priča mnogim predavanjem, katerih sem moral molčati, pa sem rekel, Freud se obrača v grobu. Izvolite. No, pa se mi zdi, da pravi, da ste ideološki, pravi za ideoloških namenov, kakorkoli, ampak zdaj ljudje se opisujejo zadeve in grejo z nekim vtisom, govorite o petelinjenju, pa o boljšosti, ne vem kaj. Kakorkoli ljudje grejo, kaj s temi vtisi o tem, da mož
Ja, sem rekel, da sem danes bil ideološki. Etično. Če je to v redu. Feminist... Ja, lejte, jaz sem poudaril, jaz sem celo svojo znanstveno-teoretsko pot vselej želel biti teoretik in sem tudi deklariran, da sem teoretik. Teoretski psihoanalitik, mislec in nikoli nisem želel biti ideolog. Ne rad perem možgane ljudem, naj mislijo, kar si želijo. In danes sem poudaril, da danes pa bom malce ideološki, bil sem teoretski, ko sem razlagal Freuda. Ampak sem rekel, da sem mestoma pa ko se postavljam naspram feminizmu, se pravi, feminizem je čisto ideologija, zdaj gre pa jaz s kontraideologijo. Ampak jaz sem se s tvojo kontraideologijo pa naslonil na teorijo in sem rekel, naravno je, da ženska misli anatomijo spolnih organov, ni kultura tista, ki ji vcepla, da mora biti lepa, ampak je sama se odločila, ker je logično razmišljala, v bistvu debilno. In ta teorija, freudovska teorija, za seboj potegne antifeministično ideologijo. In danes sem bil antifeministični, ampak veste, jaz sem bil 15 let prisoten na predavanjih raznih feminist. Veste, kaj so takole govorile? 30-50 žensk, pa jaz sam. Bojkotirajte lepoto, ne hodite na aerobiko, uprite se moškim. Ena čista ideologija je to. Res pa je, da na nekih teoretskih ravneh pa one razlagajo, tako kot jaz razlagam, zakaj je ženska ujeta v moški pogled, tudi one razlagajo, da je to kulturni konstrukt falocentrične kulture, se pravi moško-sredične kulture. One tako razlagajo. Tukaj niso ideološke, se pa na to naveže ideologija, ko rečejo, dajmo to družbo spremeniti, dajmo revolucionirati to družbo, dajmo se upreti, bojkotirajmo lepotna tekmovanja. To so govorile radikalne feministke. Dajmo kvote postaviti v politiko. Naj bo enako število moških in žensk v politiki. Zdaj je kvota pač malce nižja. Ampak na sistemu vrednot ženskam ni vrednota peteliniti se. Ampak ženstveni ženski je vrednota ujeti tistega špicnega petelina, ki je najboljši med vsemi petelini. On je moj. Tukaj se identitetno ženska prepoznava. Ona ne želi igrati moške, ona želi od tega petelina sprejemati. To je teorija, ki jo je Freud zgradil, na to teorijo se pa naveže neka ideologija antifeministična in danes sem bil jaz antifeministični. Zato, ker sem doživel tisto, kar sem doživel na procesu izobraževanja. Na 3 podiplomskih študijih sem jaz poznal, kako so feministke meni prale možgana. Pa mi jih niso uprale, ampak sem jaz plačal svojo ceno in danes sem iz principa tukaj, pustil sem se nagovoriti vseh teh intervjujih, oni sem imel, ne vem, 10 intervjujev, več kot Rugl in Zihar skupaj, ko sem štel zadnji 2 leti in govoril sem o oralnem seksu, govoril sem o aseksualnosti, pa nisem seksolog, kot me naslavlja. Jaz sem teoretski psihoanalitik, seciral sem šport, ampak zato, da sem o športu lahko nekaj povedal, se mora seksualnost usvojiti. Šport je ena sama seksualna, simbolno latentna. Danes pa sem bil ideološki in če so šli ljudje ven, bom jaz pomirjen, če so z nekimi pozitivnimi vtisi šli ven, lahko da mi bodo veliko ljudi zamirilo, ampak gledajte, dal sem toliko skozi, da bom tudi to požrl, če boste pač negativno opredeljeni. Jaz ne držim spoznanja za roge, ampak ga tudi feministke ne držijo, ker spoznanje je nemogoče. Jaz imam mnenje. Ideološka opredeljenost je pa nekaj, kar sem pokazal, da nisem mačističen, čeprav tako zvenim. Teoretsko sem razložil, kako je Freud razlagal anatomijo spolnih organov in feminizem in sem rekel, da je feminizem rak rana človeške družbe. Rugl, ki včeraj je zaključil svoje poslanstvo, je rekel, da je strup. Pa jaz nisem bral ne Rugla, jaz sem prebral Freuda in zaključil svojo klinično prakso, je včeraj zadnji dan bil. Tako da sva se pa mida z Ruglom že srečala, me je hotel imeti za naslednika, pa sem rekel, da 2 Petrina ne morava klirikati na istem dvorišču.
Ja, ne, Perko se mi zdi, ne vem, to tisti, ki se ukvarjajo. Jaz se ne ukvarjam s terapeutiko. Ne. Tiste pogovorne seanse, ki bomo imeli ob sredah, tiste ne bojo neke grupne analize, ki sem jih že tudi dal jaz skozi v procesu študija. Osebno svetovanje, ki ga tudi društvo organizira z mano, če bo kdo, to so pogovori, ni terapija. Jaz ne bom zdravil z besedo, če na tak način, kot psihoanaliza klasično počne, ker to počne 2 leti. Meni to ne paše, da bi 2 leti vrtal nekoga. Jaz povem nekomu, zakaj se določeni problemi dogajajo v njegovem življenju, povem, da se otroštvo vselej vrača, vprašam, dajte analizirati, kakšen odnos ste imeli z očetom, da ste danes do svojega moža takšni, kakšni ste. Pa dajte povrtati po otroštvu svojega moža, kakšen odnos imel svojo materjo, da boste razumeli, zakaj sta vidva, ne vem, en drugemu vampirja in si pijeta kri. Recimo, v to smer jaz razlagam. Nisem pa psihoterapeut. Pa me vleče v to psihoterapeutiko, ker sem tako jezen, nekaj kolegic se mi je zaupalo, ne vem, hodi k psihiatru, tam jo šopajo s tableti. Zdaj pa ti meni povej, kaj seksualnega se ti je naredilo do 6. leta. Bila sem spolno zlorabljena. Ja, pa kaj te zdaj šopajo? Opet na psihoterapijo, zdravljenje z besedo, ne pa z medikamenti. In zdaj so ugotovili, da jo morajo z besedo zdraviti, ne s tableti šopati. In potem sem jaz jezen na to uradno psihiatrično stroko. Izvolite še vi. Izvolite. Zdaj, govorite o teh simbolih, pa punčka mala zavila bratu, očetu, Ja. a se ne da enemu mednemu otroku razložiti, da pač en lulček Ja, da se mu. Se da, ampak znotraj te psihične realnosti pa ta deklica vendarle zadevo po svoje zracionalizira in potlači. Ona mora odškodnino za ta primanjkljaj nekaj uveljaviti. Mora reči, kaj se bo zdaj tam seseda kup nesreče. Ona obramno odreagira in reče, je pa moje telo toliko lepše. Sem pa lepa. Ne, ampak deklica misli anatomijo spolnih organov čisto po svoje, zelo logično, ne? Zelo logično. Njej ucepljati, da nič ni narobe, to lahko vse počnemo, ampak cel kontekst pa potlači. In ujeto ženske v moški pogled se napaja iz tega kastracijskega kompleksa, ker je takrat izpostavila svoje telo, ki tam je, ne? Lulčka pa ni. Une druge deklice pa ustrajajo na moški vedenjski paradigmi in so popolnoma podobne moškim. Potem so malce zmedene v genitalni fazi, ko pa pride do genitalnega koitusa, do orgazma, vidi, da se pa tam da uživati in potem ima 2 vedenjska vzorca. Lahko funkcionira kot možata ženska, lahko funkcionira kot feminilna ženska. Zdaj, če je vdova, lahko takoj prevzame vse vedenjske vzorce, ali pa če je ločena in je podobna moškim. Načelom pa zelo feminilne ženske, ki se zatečejo v karakterni narcizem, če je vdova, zelo hitro najde enega drugega moža, od katerega bo sprejemala na simbolni ravni in tudi na tej seksualni. Zdaj je bila gospa prej. Proste. Ja, vi ste bila prej, sorry. Malo bolj na glas, če govorite vi. A je mikrofon mogoče? Skratka, moje vprašanje gre v to smer, da dejstvo je, da seveda, ja, hvala lepa. Halo? Ja, v redu. Da feminizem vsekakor obstoja, ne, to pač... Je že v zatonu. Je mogoče že v zatonu, ja. Maja, lejte, smo strpni danes, jaz sem bil zelo nestrpni v svoje teoriji. Lejte, povejte, gospa, tole. Mene zanima v bistvu vaše mnenje o tem, koliko je zadeva sploh razširjena, ne, zdaj ne vem, ali lahko govorite o eni dimenziji, ne, ker recimo, ne vem, jaz pač poznam mogoče tudi nekatere družbe, kot je tudi ameriško, ne, kjer pravite, da sicer
mogoče celo izvira, ne, ta pojav, ampak tradicionalna ameriška družina je zelo povprečna, ne, v tem pogledu. Konzervativna, ne. Potem recimo izraelska, tipično, ne, tudi zelo konzervativna, klasična, japonska, vzhodna sploh, ne. In me zanima v bistvu vaše mnenje, mislim, zakaj so te razlike oziroma koliko je sploh ta pojav ali pa ideologija, kot vi pravite, velik, ne. In drugo, ne, ki je pa mogoče malo provokativno vprašanje, ne, je pa to, da pač moški nimajo več leva, proti kateremu bi se borili, ne. In kaj moške. Zdaj, ne? Imamo druge moške, ki nam kratijo življenje in smo nenehno z njimi v ringu. Posploševati vse družbe, ne. Jaz bi rekel, da količina sreče, ki je v življenju, pa načelo ugodja, ki ga ženske doživljate, se mi zdi, da je v Sloveniji zelo nizka. Ne. Ženske ste zelo nesrečne. Moja teza je, da so pa, ne vem, ženske vzhodnih kultur, teh tradicionalnih, konzervativnih kultur, muslimanske ženske, da so pa morda bolj srečne, ker imajo koncept uživanja bolj kompatibilen z moškimi, ne, ujemajoč. Eni drugim si ne pijejo kri. Ne. Možat tip ženske želi na neki nezavedni ravni tekmovati z moškimi. In to obema znižuje nivo življenjskega uživanja, življenjske sreče. In konzervativne družbe, recimo, katera je tudi Amerika, imajo, po mojem mnenju, zaradi te konzervativnosti bolj kompatibilne užitke med moškimi, ki lahko dajejo in se lahko izpostavljajo na neki falični petelinski ravni, ženske pa na drugi strani rade sprejemajo. In jim je v užitek, če jim moški nekaj da, darilo, ne vem, prinese plačo in celo plačo da. Ženski naj ravna, naj si kupuje, naj bo lepa, skratka, daj. In ženska sprejema in oba sta srečna. Po mojem mnenju, v teh konzervativnih kulturah, da je ta nivo sreče ženskih in moških višji. Feministične kulture, tam, kjer je feminizem pustil te sadove feminizma, ne samo v volilni pravici, v kvotah, ampak je emancipirana ženska ima vse. Ne rabi moške, rabi donatorja sperme. Zadnji sem dobil vic, da je idealen moški za sodobno žensko klon med vibratorjem in bankomatom. Se pravi, tisto, kar moški na telesu ima, vse lahko dobimo od vibratorja. Pa še ta simbolni nadomestek tega manjkajočega organa je ta denar. In emancipirana ženska vse že ima, ampak je pa kronično nepotešena, na nezavedni ravni. Na zavestni ravni seksa ti ne paše, ker seks je sadomazohistično osnovan. Moški, ženska vselej nekaj počne in če to ženski psihično ne paše, nastane problem, ker moški ne uživa, če ženska ne sprejema njega tudi seksualno. In sta oba nesrečna. Moški nerga, ženska se pa brani in ta nivo feminističnih družb, nivo sreče je po mojem mnenju nižji, kot bi bil, če bi ženske ustrajale na nekih ortodoksno feminilnih vedenskih vzorcih in bile pripravljene sprejemati. In kultura je tista, ki je ženski omogočala vse živo. In celo tirja, da ima kariero, je gospodinja 3 vogale, drži pri hiši, hodi v službo, je še mati, popolnoma izmozgana, popolnoma nesrečna. Ampak kako bomo zdaj živeli z eno plačo, ki je, ne vem, 1000 evrov moškega, ja, če daš 1000 evrov ženska, se lažje živi, otroci več dobrin imajo. Mi smo vsi bolj srečni, če je več denarja. Ampak ta ženska se mora na delovnem mestu peteliniti, tako kot se petelinima moški. In mora stopati, ne vem, kot vodja, šef z moškimi v boj. Ne? Ženske obvladujete svet, ampak ni se vam treba izpostaviti v ringu, tako kot to delamo moški. Ko sem jaz bil, ne vem, na nekem političnem zboru, je bila Kresalova, sem rekel, da ne boste s temi LDS-ovskimi petelini stopali v ring. Dejte jih feminilno, oni bodo vse naredili, ampak ne se z njimi prepirati. Ne.
dajte, desnica ima tisto Evo Irgl, mislim, vsi so kar happy, ki sam vidijo, ne. In vse, kar ženska želi, lahko na feminilni način dobi, prefrigano, flirta z moškim in reče, jaz bi pa zelo rada, če bi, ne vem, naše podjetje šlo recimo v razvoj, ne vem česa. In direktor gleda to tajnico in kar ne da bi vedel, zavest ne ve kaj, ne, in si racionaliziram, da bo pa naše podjetje šlo v to smer. Še pozabijo, da mu to tajnica rekla, ne. Tako da moški počnemo te vratolomije v karieri zaradi žensk, pa ne vemo tega. Ženstvene ženske pa vedo, sumijo. Dajte gledati kakšen film, recimo 300, kaj se je tam počel, Žižek sicer kuje v zvezde, ta film meni ni bil všeč, Apokalipto je bil boljši film, tam so bili pravi moški. To je pa Mela Gibsona film, tam so bili pa pravi moški. Po tja je treba iti s časovnim strojem, tam so pravi moški. Skratka, jaz ne vem, mi imamo tole do 8, a je ura že toliko. Še ne, lejte, jaz lahko še razpravljam, če želite, a ste vi rekli, da ja, vi ste zdaj na vrsti. No, mene pa zanima, koliko učinkovita psihoanaliza pri takih problemih. Kot zdravljenje z besedo. Psihoanaliza kot terapevtska metoda. Ja. Pri odnosu nekam, kaj problem nastane, pa te pogovori, ki imajo v društvu, kakšen namen imajo? Glejte, psihoanaliza kot zdravljenje z besedo je terapevtska metoda, ena izmed terapevtskih metod. Gestalt terapija, realitetna, kognitivna vedenska, kup nekih terapij je, ki so vse učinkovite. Jaz prisegam na psihoanalizo, ki jo bi, če bi se šel terapeutiko, kombiniral s hipnozo, ker bi prej prišel do jedra, ki botruje nekim napačnim vzorcem. Lažje bi predrugačil človeka, ki si želi nekih osebnostnih sprememb, če bi še uporabljal hipnozo. V kombinaciji s prostimi asociacijami, z analizo sanj, z analizo simptomov in to počnejo psihoterapeuti. Zdravijo z besedo. Mi v društvu bomo pa diskutirali. Jaz bom razlagal vprašanja, neke teme, ki sem jih že danes razlagal, koncept Oedipovega kompleksa bom razložil še enkrat, ker Bog ve, kdo bo takrat, ne vem, probleme vzgajanja otrok, probleme institucionalnega vzgaja, mislimo, da šola lahko vzgaja. Šola ne more vzgajati. Če starši zavozijo, šola ne more prevzgojiti. To so teme, ki jih bom jaz predaval, potem se vam bo pa to nekako usedlo in vi boste sami mislili, kar ste slišali od mene, mogoče vam bom predlagal še, da preberete kakšno knjigo, moški so z Marsa, ženske so z Venere, dajte tisti poskušati osvojiti in potem boste zapopadli svoje življenje, svoje probleme na tak način, da boste sami reševali svoje probleme, ker boste več vedeli. Ker če bi tiste, recimo, psihopatološke matere vedele, da ne smejo tisto početi svojim otrokom, ti otroci ne bili serijski morilci. V bistvu bi bilo treba zapreti matere, ne pa serijske morilce. Skratka, če bi koncept, ki ga je razvijal Freud o duševnosti, povprečna populacija vedela, če bi vi vedeli, kako se otroštvo vrača v odraslost, bi se vzgojnih problemov lotevali na drugačen način. Tudi sebe bi lažje razumeli, če bi vedeli, kaj se vam je dogajalo v otroštvu, kako ste se privajali na kahlico. Recimo danes pogledajte Adriana Monka, to je ta znameniti inšpektor, ta je tipični analni karakter, ki so pretiravali s kahlico. Prehitro se je navajal na čistočo in zdaj je patološko varčen, pedanten in to je analni karakter. Jaz recimo bom tudi o analnem karakteru, o skoposti razlagal, vam rekel, preberite si knjigo Mladena Dolarja o skoposti. Ko boste vi zapopadli, boste imeli otroke, boste videli, ko se otrok pokaka v kahlico, to je njegovo prvo darilo, dajem ti drekec, ti mi daj ljubezen. Je ta absurdna paradigma, ki se en Marušič norca dela. Mislim, poprostite Žižka, ki je kulminacija, ne vem, vednosti na tem področju, ali pa Dolarja, ki je bolj skromen, ampak tudi v rangu Žižka. To so stvari, ki se ne dajo dokazati, ampak o teh stvarih bom jaz diskutiral, polemiziral z vami, morda bomo narišali, ne vem, kakšnega pajka v kakšni mreži, kakšno drevo, pa vam bom, ali pa mogoče kakšno grafologijo, kakšen podpis analizirali. Ne vem, ali se bi šli neke delavnice, jaz
imam raje neke pogovore. Tole ob sredah bomo imeli neke pogovore teh tem, bom kar tematiziral tudi seksualnost, ker to, kar se v medijih piše včasih o seksualnosti, o pornografiji, recimo, meni ni na nivoju. No? Jaz skozi teoretsko psihoanalizo stvari drugače razlagam in če boste želeli tematizirati, ne vem, oralni seks, bomo lahko tematizirali tudi oralni seks. Skratka, to bo ob sredah, se še dogovarjamo, točno ni zacementirano, katere teme bomo obdelali, čeprav tamle jih imate in kup navedenih, kot sem jaz videl. Ampak tamle piše, nisem jaz avtor tega lista, z društvom sodelujemo, jaz nisem psihoanalitik, terapeut. Jaz sem psihoanalitik teoretski, tako kot Žižek. Jaz sem študiral psihoanalizo Freuda 25 let, želel sem doktorirati iz psihoanalize, nekako mi ni bilo omogočeno, ampak, gledajte, sem kritični mislec, danes sem kritični mislil feminizem, ne zamerite mi, če sem včasih bil žaljiv, ker načeloma sem zelo dober po srcu in obožujem ženske, tiste moškinje mi niso tako pisane na kožo, kot ste opazili. Če je še kakšno vprašanje, lahko še boste vi še vprašali, izvolite. TV Pika je bila, ali Katarina. Potem sem bil tudi, so mi dali, ja. Sem videla, oziroma zasledila vprašanje, en izmed tem... Delovna psihologija dela, mobbing, čustveno izgorevanje, ja, v službi, transferni odnos, čustvovanje, nezavedna zaljubljenost. To bomo tudi, jaz sem bil direktor do nedavnega, imam izkušnje na to temo. Ne? Čustveni odnos med šefom, direktorjem in tajnico. Nikoli ne sme priti do seksualnosti. In to mora direktor vedeti. Vsele pa pride do transfernega odnosa, kar pomeni, da se paradigma čustvovanja, ta znameniti transfer, ki mora biti v psihoanalizi dosežen, zdravljenju z besedo, ko se mora pacientka zaljubiti v svojega terapeuta, da jo leta lahko zdravi. Kar pomeni, on mora vse o njej vedeti, vse tiste seksualne zdrahe in potem se mora pacientka zaljubiti v terapeuta in oni poda na pladno interpretacijo in on jo ozdravi tega simptoma. Tako funkcionira psihoanaliza kot zdravljenje z besedo. Transferni odnos se pa dogaja tudi na delovnem mestu. Recimo v športu je zelo markanten, v predavalnicah, mnogo študentk je zaljubljene v svoje profesor in potem postane neka asistentke in ljubice in žene in tako naprej. Na vseh fakultetah je tako. Transferni odnos je čustvovanje na nezavedni ravni, ki se dogaja v delovnih kolektivih, kjer se tajnice podrejene zaljubljajo v svoje šefe, peteline, ki so markantni, ki so dobri, ki so vse kaj drugega kot mož, se pravi so na nekih pedestalih zaželjenosti in tej tajnici se ta šef zelo, zelo dopade. In pride do nezavednega čustvovanja, ampak ko ta šef reče, ta transferni odnos lahko šef goji tudi do sodelavcev, se pravi, sodelavci njega lahko zapopadejo transferno v smislu vrnjenega očeta. Ne gre za nezavedno zaljubljenost, ampak gre za povezavo sin-oče. In potem ta kolektiv, ki ima dober transferni odnos s šefom, lahko proizvaja odličnost. Se pravi, proizvaja izjemne delovne uspehe. Brez transfernega odnosa ni dobrih kolektivov. Zato potem obstajajo team buildingi, ko se mora homogenizirati kolektiv, obstajajo osebni coachi, ki vidijo, kje so anomalijo, kje so moteči členi, pride do mobbinga, šikaniranja, ko nekdo rešuje probleme z nekim očetom, ko se izživlja nad sodelavcem, ne, in nek monitoring oziroma nek coach, svetovalec opazi in reče v kolektiv, nad telim človekom se dela mobbing, dajte, direktor, tega šefa opozoriti, dajte ga izolirati oziroma tega človeka, nad katerim se dogaja mobbing, in vmes je transfer, treba izolirati, treba je homogenizirati delovni proces, če želite proizvajati odličnost. To področje delovne psihologije se bomo tudi pogovarjali, ampak, gledajte, 8 srečanj je. Jaz bom, ne vem, predaval, vi boste spraševali ali pa mogoče tudi kakšno delavnico, ne vem, da boste delali vozle iz volne, pa bom rekel, dajte narediti toliko vozlov, kot ste jih imeli, teh čustvenih nekih zagat v otroštvu. In potem bo 3 vozle naredil in pa 100 vozlov.
Potem bo pa naj vsak malo pove, zakaj imate pa vi 100 vozov, zakaj pa ta vozel tako velik, kaj se vam je dogajalo. In potem, ker bodo vedeli, jaz razlagam, da se otroštvo vselej vrača v odraslost. Zapopadejo, da v bistvu se v odraslosti dogaja tisto, kar se mi je dogodilo v otroštvu, samo v neki simbolni podobi. Ko boste to razumeli, boste mogoče izgubili ta simptom, ki vas obvladuje, da imate zavozlano življenje v odraslosti. Ker boste razumeli svoje otroštvo in vračanje tega otroštva v odraslost. Jaz vam razlagal teorijo in ta teorija vas lahko predrugači, ne bom rekel, da pozdravi. Imam nerad ta izraz, ki je tudi ideološki, sprav jaz ne bom zdravil, morda bom pa s kakšno teorijo koga predrugačil. Če je to avtomatično in ljudje se predrugačijo tudi v mnogih drugih kontekstih. Celo na delovnem mestu, v nekih stresnih situacijah rešuje neke probleme iz otroštva in se nekako pozdravijo za nazaj v bistvu z delom, v nekem kolektivu. Ne vem, posneti so bili filmi katastrofe v 70-ih letih. Ne vem, požar ali pa potapljanje ladje in se je kazal transferni odnos, ne vem, klaustrofobija in so ljudje v tej katastrofi pozdravili travme iz otroštva. In to je Hollywood že v 70-ih letih lepo predstavil v teh katastrofičnih filmih. Tako da jaz zelo rad gledam filme, malce manj rad berem, ker izredno počas berem. Raje se učim iz matrike, kot da bi še enkrat šel prebirati Kanta, Descartes, pa tako naprej. Tako da iz filmov se da veliko naučiti. Bomo tudi v filmih diskutirati. Vam bom predlagal, da pogledajte si Apokalipto film Mela Gibsona, sicer zelo krvav, ampak tam boste videli, kaj je zdaj to naravna harmonija med moškim in žensko. Ne? Kaj je ta Apokalipto, glavni junak, naredil za to, da je prišel reševati svojo žensko in je tudi rešil. Ima poanto, ima sporočilo. Kristusova tista kalvarija meni ni bila všeč. Tudi meni ni bilo všeč. Vse lahko gremo gledati tudi Gladiatorja, ne? Ker obstajajo ženske, ki 10-krat gledajo Gladiatorja in se tako fascinirajo na tem pravim moškim. Jaz bi samo paradigmo moškega, ki je nekoč bil in je dajal, rad predstavil, v tem filmu se predstavil, je pa film Mel Gibson je boljši igralec kot režiser, čeprav ta film mi je kar sedel, pa sem ga samo enkrat gledal. To je stvar okusa, ne? popolnoma nepotrebno, on sam sebi dela tudi neko svojo famo in slavo s tem, da vsi potem govorijo, aha, pogledajte Apokalipto, pogledajte film. Lejte, jaz bi rad razlike med spoloma razložil, kako funkcionirajo, da boste vi razumeli zagate, ki jih imate v življenju. In ta film je slučajno, se mi zdi, da vam rekel, lejte, kaj če je bilo nekoč tako, kaj če so bili nekoč moški takšni, kot tam kaže, da so bile ženske takšne, kot tam kaže. To, da je film tak, kakršne je, ni pomembno, ali ga imate vi za slabega ali dobrega, ampak neko sporočilo pa ima ta film, lahko si pogledamo tudi film 300, ki pa za mene slab, ga pa Žižekuje v zvezde, tam, ko so 300 teh Grkov naredili vse, da so tistih 30,000, ne vem, Arabcev likvidirali, so vsi pomrli, ampak ženske so jim recimo namigovale, kaj ne naredijo. Vse, kar so počeli zaradi žensk, ne da bi to vedeli. Jaz sem eno sporočilo vam želel danes plasirati, se oproščam, če sem bil kontrafeministični, če sem bil ideološki, pa sem vam že prej povedal, da sem pa načeloma teoretski. Berite Freuda, ne vem, začnite pri analizi sanj, interpretaciji sanj, takšna knjiga, nadaljujte s, ne vem, 3 teorije seksualnosti. Najbolj popularna knjiga je tista, ki zdaj je šla 2 let nazaj, Očala, se pravi, k psihopatologiji vsakdanjega življenja. Tam boste videli, da smo ljudje v bistvu 2-krat slepi, da ne vemo, kaj nezavedno misli. Poleg tega nam pa misli tudi simbolno, v onem. Ni samo jaz inštanca, ki misli, tudi ono misli, simbolno. K psihopatologiji vsakdanjega življenja iz leta 1901 je, imajo v tej knjižnici 2 očali sta narisani, Freudove očala, oziroma očala, Freudova očala so naslikana na naslovnici, sicer je pa knjiga
Oranžna je šla po natis 2 let nazaj, sicer je pa šla v Sloveniji leta 77. Jaz sem študiral takrat to knjigo, v srednji šoli pa se je prepiral staršico za psihologijo. Da Freud pa že ni hipnotiziral, ker je zdravil z besedo. Že takrat sem bil upornik in tudi danes sem malce uporniški, ne mi zameriti. Zdaj bi pa mogoče pa končali, ker nas ob 8, a je že 8. Jaz verjamem, da bi še diskutirali, lejte, imate, ne bom bežal domov, če boste želeli, lejte, tudi mail imam, če želite kaj. Načeloma imamo tudi osebno svetovanje skozi to društvo, ampak dajte se obrniti na društvo.